Spoštovani učenci, ki nas v duhu časa spremljate od doma, spoštovani učenci, ki ste v duhu časa tukaj v primerni varnostni razdalji, pozdravljeni oboji. Zakaj sem rekel učenci? Zato, ker je danes parada učenja, zato, ker so se začeli tedni vseživljenjskega učenja in zato, ker se mi je v tem duhu nekako najbolj vtisnil v glavo stavek, ki pravi tako: kdor se ne bo učil vse življenje, ne bo preživel. Premišljeval sem o tej izjavi, ki se je zdela po eni strani zelo aktualna, po drugi pa sem se vendarle spomnil, mi, ki smo malo starejši, da so kakšni dedki in babice včasih mogoče rekli kaj podobnega. Mateja, kaj bi rekli vi? Kdor se ne bo učil vse življenje, ne bo preživel. Bi se kar strinjala, mogoče bo vsekakor preživel, ne bo pa enakopraven v tej družbi. Kajti tisti, ki ne bodo sledili novim tehnologijam, novim načinom komunikacije, bojo žal tudi teže dostopali do informacij, do svojih pravic in na nek način postajali odvisni od drugih in s tem tudi neenakopravni v družbi. Lauro, vi boste mogoče rekli, da bi lahko preživeli s tem znanjem, ki ga imate zdaj, pa vendar vaš komentar tega stavka? Ja, mislim, da v živem svetu se vse oblike življenja neprestano učijo. V bistvu to je njihov odgovor na spremembe v okolju, na spremembe, ki se dogajajo okrog posameznih organizmov, na spremembe, ki se dogajajo v ekosistemih in seveda se morajo učiti, da lahko preživijo. Tako da mi mislim, da nismo neka izjema iz tega in tisti, ki hitreje in bolje se uči, tisti ima seveda potem neko prednost in lažje sam preživi in hkrati pomaga drugim preživeti. Goran, še vaš komentar, bolj z vašega področja mogoče tudi? Pa mislim, da seveda z družbenega vidika bodo preživeli vsi, prav tako pa ne bo nihče živel zavedno. Gre za vprašanje kvalitete življenja, ki ga imamo s tem, da kot človeško bitje nekako presegamo ta stanje, v kateri smo in hočemo nekaj več. Zato mislim, da je to neko željo ali pa hrepenenje po učenju, po ustvarjanju, da je to nekako vsajeno v nas in da je pač to tudi tisto, kar žene človeka naprej, pa tudi celo človeštvo. Tako da v vsakem primeru bi rekel, da tisti, ki se uči, potem lahko prispeva nekaj več in lahko pelje, upam vsaj, po boljši poti to celo skupino naprej. Torej, se strinjamo, da se bomo trajno učili do zadnjega trenutka, nekateri, ki so doživljali tisti prehod, pa so se vrnili, itak pravijo, da so pravzaprav takrat se naučili mogoče največ. Ampak učili se bomo lahko trajno le, če bomo tudi živeli in delali trajnostno. Tako da ti dve besedi se dopolnjujeta. Brez trajnostnega ne bo šlo. Če omenim dan globalnega ekološkega dolga, Slovenci smo na žalost tu zelo spredaj v negativnem smislu. 27. aprila, ko je dan upora proti okupatorju, smo danes dosegli tisto porabo, ki bi jo lahko v celem letu, torej letos dosegli, ki bi jo lahko v celem letu. Globalno je bilo to 27. julija, leto prej 1. avgusta, torej če dalje bolj izkoriščamo ta planet in če ne bo tega trajnostnega, potem tudi trajnega učenja ne bo več moglo biti. Tako smo približno nakazali, kam bo tekel naš današnji pogovor. Jaz sem Marjan Maučec, moje goste najbrž poznate, če jih kdo ne, pa bomo vendarle na kratko rekli nekaj o njih. Mateja Hauser je najbrž najbolj poznana kot, bom rekel, kar dolgoletna direktorica Doma starejših v Radencih, Dosorja, čeprav je prej delala marsikaj in marsikaj. Drugače pa uradna napoved pravi svetovalka za odnose in razumevanje tečne srečne generacije, široko paleto izkušenj in znanj za kakovostno življenje in harmonično sobivanje generacij. Mateja, ste danes srečni ali tečni? Trudim se, da sem čim večkrat srečna in da razrečujem tečne. Namreč tečni, srečni, to ni rečeno naključno, to je tudi naslov bloga, ki ga piše Mateja.
zdaj seveda ni več v Dosorju, zdaj je, ne bom rekel svobodna, ker se nikoli ni dala postaviti v nesvobodno, ampak vendarle na neki način na svobodi, torej počnete nekaj, kar ste najbrž želeli od nekoč. Kaj počnete zdaj? Ja, zanimivo, kaj počnem zdaj. Včasih je stvari na začetku težko ubesediti, ampak želim doprinašati k temu, da bi družba postala ponovno bolj koherentna, bolj povezana, bolj vzajemna. In nekako se od malih nog čutim povezana z starejšimi. Odraščala sem nenazadnje z babico, z njenimi prijateljicami. Takrat je bila stara 65 let, že zelo visoka starost. In nekako se čutim povezano s to skupino ljudi. Opažam zelo veliko priložnosti, nepravilnosti, možnosti za vzajemno sobivanje vseh generacij in na tem področju bi se rada udejstvovala, delala dobre stvari, pomagala spreminjati ta naš mali svet tukaj in zdaj na nekoliko bolje. Lovro Štajerec je prišel prek Murje tja na vrh, na mejo, najprej tja, kjer je bila nekoč stražnica, gojil neka zelišča, potem odšel na zapuščeno, porušeno kmetijo in si tam ustvaril svoj svet, tako rekoč sredi gozda oziroma divjine. Preberem še uradno, kar piše: biolog, zeliščar in permakulturnik, poznavalec narave, ki nas uči razumeti in z naravo usklajevati naše bivanje in delovanje. Zakaj pride človek v ta divji svet, človek, ki recimo ni zrasel na kmetih? Ja, pač so neki notranji vzroki, ne, in verjetno tudi neki zunanji. Zdaj notranji so pač tista moja, ne vem, mislim, da že prirojena, ne, želja, nagnjenost, da se ukvarjam z živimi bitji, predvsem z rastlinami, živalmi. In to me je pač peljalo najprej v šole, ne, se pravi neka izobrazba, kjer dobiš podatke o teh stvareh. Potem pa mi to nekako ni bilo dovolj samo po sebi in se mi zahotela potem neka praksa, se pravi potem udejaniti, ne, to življenje v svoji okolici. In tu pride pa potem ta zunanji vzrok, v bistvu Goričko kot tako. Moje prvo srečanje z Goričkim sega tam nekje v 90. leta, ko sem kot študent biologije sodeloval na taboru biologov in takrat sem raziskoval dvoživke po Goričkem in spoznal nek del Slovenije, ki mi do takrat sploh ni bil znan in pač čista objektivna lepota ali pa nekateri bi rekli tudi mogoče malo zapuščenost, ne. Bilo je toliko nekih ekosistemov, ki so jih ljudje nekoč uporabljali, upravljali, v tistem času pa že opuščali in so bili prepuščeni pač naravi in narava je pač svojo funkcijo opravila, spremenila jih je v cvetoče, zaraščajoče travnike, zaraščene mlake, kjer pa je bilo polno življenja, ne. In potem spet nadalje, ne, čez nekaj let, pa spet po spletu naključij me je pač življenje prineslo sem v te kraje in mi dalo to priložnost, da sem lahko nekako sodeloval pri ustvarjanju takih podobnih življenjskih okolij in to še pač počnem sedaj na tej kmetiji. To je Lovro Vehovar. Goran Milošević, vi ste znani, v politiki ne bomo, po Koreniki. Podjetju, kmetiji, ki je pravzaprav že leta nekakšen zgled, vzor, k vam hodijo od navadnih ljudi do predsednikov gledati, kakšen čudež je to. Ste še vedno tu nekje, bom rekel, na vrhu oziroma zgled o tem, kako lahko tudi ljudi, ki bi sicer bili tam nekje na robu, pozabljeni, vključiš v življenje ali mogoče celo vrneš smisel v življenje? Pa ja, mislim, da smo, kolikor pač poznam situacijo v Sloveniji, pa tudi širše v Evropi, dejansko podobnih primerov nekaj je, ampak smo tu nekje v vrhu, predvsem zaradi tega, ker se nismo omejili zgolj in samo na to, da delujemo kot neko invalidsko podjetje, se pravi s tem poudarkom, ne, ki je bil izpostavljen, da vključujemo ranljive, težko zaposljive ljudi, ampak prinašamo v okolje, v to podobno okolje, o katerih mi je govoril pravzaprav isto prej Lovro, neko novo, bom rekel, tudi razvojno perspektivo, ne. Tako da predvsem iz socialnega vidika se z novimi dejavnostmi, z delovanjem na nov način, ne, spostavlja neka socialna oblika ekonomije, ki poleg seveda teh
normalno produktov, trženja in vseh teh elementov, ki so seveda nujni, vključuje zelo bistvene socialne vidike in pa tudi okoljske, ne. In ko vse te tri povežemo, potem je možen nek trajnostni razvoj. Tako da jaz bi v sebi, če zdaj o sebi govorim mimo politike, čeprav je pač politika neko orodje, ki lahko potem v javnosti tudi bistvene premike naredi, kot nekem razvijalcu ali pa oblikovalcu ali pa sooblikovalcu nekih poslovnih modelov, ne. Trajnostnih, socialnih in okoljsko vzdržnih. Poleg korenike bi vsekakor na tem mestu omenil Mensano, ki je seveda umeščena v neko drugo okolje, vendar s prav podobnimi temelji. Tako da to sta zdaj dva širše smislu projektov, na katerih najbolj intenzivno delamo. Vsak po svoje, torej trajnostno, čeprav bo kdo rekel, da ste malo čudni, ne? Eden zagovarja starejše ljudi, s katerimi pravzaprav zdaj ne vemo, kaj bi, ali bi jih dali v zabojnike, ali bi napravili sezname, da pač so odpisani. Drugi se ukvarja z nekimi zelišči, ki pač tam nekje rastejo, tretji se ukvarja z ljudmi, ki v današnjem svetu pravzaprav niso več niti potrebni, niti zanimivi. Mateja, kako lahko, vsaj, če sem si prav zapomnil, v 13 točkah utemeljite, zakaj je staranje dobro. Ko pa vendarle danes mnogi pravijo, da tisto, kar je starejše, itak ni, da moramo biti polikani, zglajeni, tudi če se potem ne moremo več nasmehniti. Samo mlado, živo, najboljše je še primerno. Vi pa ste živeli s starejšimi, pravzaprav živite z njimi in tudi na blogu bolj ali manj vključujete starejše, bodisi da so to varovanci, bodisi da so to neki sorodniki. Izziv napisati vsaj 10 argumentov, zakaj je starajoča se družba pozitivna, kaj pozitivnega nosi v sebe, je bil tudi za mene kar velik. Ker pač enostavno pademo v neke stereotipe, ves čas se govori o demografski katastrofi, opozarja se na problematiko, ki jo staranje družbe nosi, ampak dejansko bi se pri vseh stvareh, ki nas na prvi pogled strašijo, plašijo, morali povprašati po dobrem in potem te dobre stvari dopolniti z problemi, ki pa seveda imajo tudi svoje rešitve. Zame kot prvo, že pri vprašanju Lovro ste to tudi vi omenili, starejši sami po sebi nosijo nekakšno trajnost. Večina tistih srečnih starejših jo opravlja z materialnim delom svojega preživetja, z materialnim delom sveta, postanejo bistveno skromnejši, bistveno manj potrošniško naravnani in to je tista skupina, ki bi dejansko bila sposobna naš svet držati v neki trajnosti in ne porabljati virov prekomerno. Se pravi, okoljska problematika, če bi obstajala samo skupina starih ljudi za svojimi vrednotami, bi bila bistveno manjša. Porabljajo manj, zadovoljni so za manj. Potem, to ni moja, je dodala prijateljica, svet bi bil bolj poln ljubezni, kajti tisti srečni starejši dajo tisto pravo, toplo, brezpogojno ali pa vsaj približek brezpogojne ljubezni, ki je mi, ki smo še nekako aktivni ali pa še ljudje, ki so v zelo aktivnem obdobju življenja, dostikrat enostavno ne moremo doseči zaradi vseh ostalih aktivnosti, ki nam polnijo vsak dan. Svet bi bil absolutno bolj moder, kajti kumulacija izkušenj skozi življenje je ogromna vreča, iz katere pač zaradi različnih predsodkov do starejših premalo črpamo in to modrost, ki se je včasih zrcalila predvsem v tako imenovanem političnem sistemu ali pa v sistemu odločevalcev, takrat, če ni bilo toliko govora o politiki, se mi zdi, da zanemarjamo in da bi jo lahko izkusili ali pa vključili bistveno bolj. Seveda teh argumentov je še zelo veliko, vabim k branju bloga, pa da ne bom jemala preveč časa, bojo še verjetno ostali dopolnili. Saj drži, da se moramo učiti vse življenje, ker sicer ne bomo več mogli v hišo, ker jo bo treba odklepati s telefončkom, odpreti hladilnika in tako naprej. Ampak ta modrost, ki jo imajo starejši, to, da te je recimo dedek naučil modrosti, ki te je ne more nihče drug na svetu, pa noben računalnik,
Tega bi se najbrž morali spomniti. Vsekakor. Jaz mislim, da smo se zelo hitro začeli zavedati, da obstajata dve vrsti inteligence, če smem sploh to uporabiti. Ena je inteligenca tako imenovanega faktografskega znanja, nekdo, ki zelo veliko ve in se je tega naučil, drugo pa je ta zdrava kmečka logika, smo jo včasih rekli. Ne? Obstaja potem še tretja veja, ki bi jo lahko danes po klasifikaciji dali med čustveno inteligenco, to pa je ta modrost, ki jo človek pridobi samo na podlagi izkušenj. Je pa tudi res, da večinoma vsi potrebujemo svoje izkušnje in da se iz tujih izkušenj zelo malo ali pa zelo redki česa in kaj naučijo. Čeprav na svet pa vedno prav pride. Ne? Tako. Če pride v pravem času, tako, ja, če te najde. Danes imamo velike kmetije, velikanske površine, še večje ali pa zelo velike stroje, ki pravzaprav posejejo, poberejo, pripravijo, zmeljajo zelišča. Vi pa to delate ročno kot pred 100 leti oziroma pred mogoče 1000 leti. Ne? Nekdo bo rekel, zakaj vendar to počne? Ja, pač to je posledica zgodovinskega razvoja, nas je pač pripeljala sem, ne, kjer smo. Se pravi, da se je vse industrializiralo, vse se je na nek način olajšalo, če gledamo z vidika človeškega dela. To delo sedaj upravljajo pač stroji. Ljudje smo pač iznajdljiva bitja in si hočemo stvari nekako vedno olajšati, ne, da ne bi sami toliko v tem primeru fizično delali, ne, smo to prenesli potem pač na neke izume, na neke stroje, ki to opravljajo. Seveda so odkritja v tehniki, ne, omogočili, da smo izkoriščali vedno več naravnih virov za te dejavnosti. Najprej se začelo recimo s premogom, ne, tista prva industrijska revolucija, prvi stroji so bili parni, ki so poganjali pač stroje s pomočjo premoga, vode, potem pa seveda nafta in sedaj, če gledamo, ko govorimo, ne, o nekih trajnih pa netrajnih virih, pogledamo, da nekje 80% vseh energijskih virov pride iz teh netrajnih surovin, to so nafta, plin in premog, ne. In to omogoča, da pač na tak način družba funkcionira. Če bi se res omejili na te obnovljive vire, ne, zdaj ne bom rekel trajne, ker skoraj da vse, kar poznamo, ne, v bistvu ni trajno, ne. Vse se spreminja, neprestano se vse iz ene oblike v drugo obliko, tako da mislim, da bolj bi lahko govorili sedaj o neki vzdržnosti ali nekaj takega, tudi mislim, da se zadnje čase več ta termin poskuša peljati v te debate, ne. In če pogledamo tistih 20% energije, pride od sonca, to je v obliki biomase, v obliki drv, recimo, ne, največ se skuri, ostalo pa v obliki hrane, mi potem pojemo, živali pojejo in tako dalje. In nekako s tem delom, se pravi s tem delom, ki smo ga zdaj nekako rekli, da je trajen, poskušamo potem delati, da bi bilo naše bivanje nekoliko bolj vzdržno, kajti vsi ti netrajni viri so nekako omejeni in tudi njihovo izkoriščanje prinaša v svet dosti, bom rekel, kar kaosa, ne. Vse vidimo, ne, tudi ta svetovna situacija, večina vseh konfliktov izhaja zaradi boja za vire energije, ne. Tako da nekako iz tega širšega pogleda potem greš na tisti svoj vrt, ne, in rečeš, bom pa poskušal vse v tem delu nekako se izogniti uporabi ali pa pretirani uporabi teh neobnovljivih virov in potem ti tudi to delo nekako ni težko, ne. Pa se da preživeti in živeti, dobro, vi sicer tudi predavate in tako naprej, ampak vseeno. Ja, moja izkušnja kaže, da se da. Mislim pa, da je nekaj, to, kar je prej govorila moja predhodnica, ne, da modrost, ne, in pa tisto, kar v resnici rabimo, ne, ko pridemo vso to modrostjo nekje do konca, ne, potem vidimo, da rabimo zelo, zelo malo in zemlja je pač ljudem to dajala od nekdaj, toliko, da smo preživeli in tudi danes nam daja. Drugo vprašanje pa je, kaj vse si želimo, ne, česar pa v resnici sploh ne potrebujemo. Tako da
če si postavimo te meje in smo zadovoljni s tem, se da. Goran, pri vas pravzaprav, kar zadeva trajnostno, nekako združujete dvoje, ne? To, kar dela tudi Lovro, se pravi, pridelujete brez kemije, brez ekološko, če poenostavim. Po drugi strani pa to pridelujejo, če sva spet tam, dejansko ljudje, ki so del naše trajnosti, ki so z nami. Ja, zelo pomembno je predvsem ta dimenzija, da mi skušamo ali pa ustvarjamo neko skupnost, ne? Ker skupnost je tista oblika človeškega bivanja, ki je, bom rekel, zadnjih teh najbolj revolucionarnih razvojnih letih počasi na nek način razpadalo, ne? Znotraj nje se je dolgo stoletja vse skupaj človeški razvoj pravzaprav dogajal znotraj trajnostnih okvirov. Potem pa šele z modernim človekom, ki je postal dovolj zmožen, da je sam za sebe skrbel in seveda, da je potem lahko tudi kupil, ne, kar pač lahko, in potem so se seveda te želje, ne bom rekel, potrebe povečevale in normalno, da je tudi odgovarjalo potem porabo, ne, oziroma proizvodnja in potem potrošnja. Tega vidimo, da nam je začelo umanjkovati, ne. Se pravi, mi kot ljudje nismo namenjeni za to, da bi živeli sami in da bi sami skrbeli za vse svoje potrebe, temveč smo ustvarjeni za neko skupnost, bodisi da je to družina v širšem smislu, zgodovinsko tudi, ne vem, rekel, pleme, zadruga ali karkoli že je. Večino teh potreb na trajnostni način so se zadovoljevale znotraj skupnosti, ne. In zato je tudi naš temeljno delo pravzaprav ustvarjanje te skupnosti oziroma poustvarjanje ali revitalizacija, kakoli že temu povemo, to je potrebno ponovno nazaj ustvariti, ne. In ko to ustvarjamo v Šalovcih, ugotovimo, koliko ljudi je pravzaprav živelo ena odtujena življenja, čeprav so živeli na vasi. Zanimivo, da je naš večgeneracijski center spostavil povezave med ljudmi, za katere smo mislili, da že obstajajo. Pa smo ugotovili, da ne, da so se šele zdaj začele ponovno spostavljati. Tako da menimo seveda, da na tak način, ko ponovno obudimo neke oblike sodelovanja, vzajemnosti, ne, medsebojne pomoči, ne, ko drug drugemu lahko s tistim presežkom, ki ni tržni, ne, ki je pač presežek, ki ga imam doma, ki je presežek mojega časa, presežek moje energije ali karkoli, lahko drugemu stopim nasproti in mu pomagam, brez tega, da bi moral iti v trgovino, kupiti blago ali storitev neke korporacije, ne. In s tem normalno prispevamo k temu, da se viri izrabljajo manj, ne. Poleg tega pa ponavadi na tem mestu vedno znova na nek način parafraziram kolega Bojana Radeja, ki pravi, da je socialni kapital edina oblika kapitala, ki raste z uporabo, ne. Vse ostale oblike dejansko uporabljamo, ne. To, ko pa vlagamo v odnose, pa dejansko krepimo drug drugega in več tega trošimo, več imamo, ne. Tako da z tem bi pravzaprav zaključil nekako ta del, da vlaganje v odnose, vlaganje v skupnost je pot do trajnostnega razvoja. Zdaj vemo, kaj delate, za kaj se zavzemate, kaj si želite, boste rekli mogoče čisto na koncu. Kakšen pa je odmev z druge strani? Kakšen je odmev, ko na starejše gledaš drugače, ko imaš kup idej, kako jim spremeniti življenje, kako jim pomagati, kako rešuješ recimo življenje v domu ob tem, da vemo, da je tam ljudi itak premalo in tako naprej. In kako potem tudi svet preostali, proti kateremu pogosto stojiš sam ali pa precej osamljen, gleda na vaše početje, Mateja. Kakšen je odziv? Mogoče, če grem enih 14 let nazaj, ko sem odhajala iz zanimive, relativno vplivne službe na Gospodarski zbornici, je kar par takratnih vodij pomurskih podjetij reklo, pa kaj se ti je zmešalo v dom starih, a rabiš službo, a ti pomagamo. Skratka, nekako niso razumeli tega prehoda. Drugače pa jaz mislim, da je en ključen problem te skupine starejših in našega gledanja na njo pravzaprav nekje drugje. Prvi je ta, da mi to obdobje rečemo, da se začne starost 65, fiziološka, fizična,
In ta do 90. leta je nekje 25 let. In mi celotni tej skupini ali pa na celotno to skupino gledamo kot na neko enovito skupino. To je isto, kot če bi od rojstva otroka do 25. leta, do mladeniča ali pa mladenke stare 25 let, razmišljali, da imajo enake potrebe in ponujali enake storitve in jih obravnavali enovito. Mi pa na starejše gledamo, ja, starejši so enovita skupina, vsi imajo enake potrebe. A ne? Tako da že prvo, kar je, bomo v svojih glavah mogli narediti to diferenciacijo, da 65 ni enako 85, da tudi 85 ni enako 95, da je tukaj funkcija ni linearna ali pa na nekih segmentih je linearna, na nekih segmentih ni. Tako da to je prva zadeva. Druga stvar, ki pa mislim, da je še bolj moteča, vsaj meni osebno, je to, da mi vedno gledamo na stare skozi svoje oči in imamo za njih en kup idej, kar pa je vsaj mene skozi ta leta naučilo, da je napačno. Ni narobe, če ti njihove potrebe nadgradiš za svojo kreacijo, ampak na koncu pridemo do skupka nekih projektov, kjer ponujamo starejšim barvice in pa harmoniko. In menim, da to ni pravi način, da starejši zelo dobro vedo, kaj potrebujejo, zelo dobro vedo, kako in kaj naj se družijo, da pa jim manjka predvsem motivacije in tiste iniciacije, ker pa če družba nekako se sprijaznila s tem, da ko si ti upokojen, niti nimaš pravice biti aktiven in da s tvoje strani pobude tako ali tako več ne prihajajo, niso zaželjene in jih družba teh pobud pravzaprav niti ne ve, kam vključiti. Čisto na kratko samo še, ob 8. zjutraj sem bila na kavi, srečala starega prijatelja, ki je pri 80 letih plezal na Himalajske vrhove, zdaj ima 84 let. Sem rekla, kam pa greš? Ja, grem še zdaj na 2-3 kave, imam še to zmenjeno, skratka aktivna oseba. Sem rekla, pa greš kaj v kak medgeneracijski center? Ne? Pravi, ja, veš, časih, ja, grem, igram šah, drugače pa veš, tam tisto risanje, pa to mi pa nekako ne leži. Sem rekla, zakaj se pa sami ne organizirate, ne? Pa si sami naredite nek klub. Ja, veš kaj, pa daš pobudo, pol pa niso za to, ali pa rečejo, da bojo prišli, pa ne pridejo. Skratka, manjka jim predvsem tega segmenta, da so njihove ideje zaželene, da jih smejo dajati, da naj dajajo pobude in da so še vedno, čeprav upokojeni ali pa stari, aktivni del naše družbe. Laura, kakšen je odziv pri vas? Vi torej imate predstavitve, delavnice doma, v bližjih krajih, hodite naokrog po Sloveniji, razlagate. Pridejo ljudje, kako vas gledajo, se strinjajo, prevzamejo kaj, se naučijo? Kakšen je izplen, bova zdaj rekla kapitalistično? Zdaj, te delavnice ali pa predavanja so različnih tem, različnim ljudem namenjene. Sedaj dosti je takih praktičnih, kjer recimo pač iz zeliščarskega področja izdelujemo razne izdelke iz zelišč, razna recimo olja, mila, mazila, take stvari, se pravi, kar lahko ljudje potem sami v praksi doma uporabijo. Na teh delavnicah vidim, da je to nekaj zelo smiselnega. To je ravno to, da se lahko potem ljudje nekako vse življenje učijo tudi izdelovati take stvari, ki so drugače nam pač ponujene v trgovinah, in potem, ko ugotovijo, da si lahko recimo neko milo narediš tudi čisto enostavno iz teh lahko dostopnih sestavin doma, so seveda veseli in to širijo potem naprej. In čisto iz mojih opažanj v teh približno 15 letih, odkar to izvajam, vidim, da se je to zelo razširilo, mnogo ljudi že to dela, mnogo ljudi tudi drugim potem pokaže, kako se to naredi, in seveda se mi zdi čisto smiselno in v bistvu sem vesel, da je toliko tega sedaj med nami, ker tako kot sem rekel, 15 let nazaj recimo, mislim, da v Sloveniji razen kakih zelo starih, nihče ni znal narediti doma mila. To se je pač spremenilo. Podobno je tudi z poznavanjem zelišč, s poznavanjem recimo tudi divje hrane, tudi tega, kar raste okrog nas, kar se lahko spet vsak sam gre pa si nabere, ker v Sloveniji pač imamo to srečo, da je tega zelo dosti kjerkoli. Tako da tudi to se nekako je razvilo in je vedno več znanja.
Recimo bolj pa potem te teme, ki pa zadevajo bolj širši pogled na delovanje družbe, delovanje narave, se pravi, kar spada recimo v področje permakulture, tudi biologije. Te stvari so pa nekoliko bolj kompleksne in zahtevajo pač neko večjo angažiranost udeležencev, da malo bolj tudi potem sami o tem vsaj razmislijo, če že ne naredijo. Tisto se pa precej počasneje mogoče širi, ampak seveda v teh letih se je tudi, vsaj po mojem, kar razširilo in se mi zdi, da je smiselno. Še v vseh teh dejavnostih mi je osebno nekako najljubše izobraževanje, predvsem otrok, mladih, ki potem ponesejo ta znanja v svet in ga pač naredijo malo lepšega. Se pravi, da smo se tudi tu vsaj malo spremenili oziroma se spreminjajo, tako kot se recimo pač v trgovinah, ko nam zdaj trgovci dokazujejo, da je domače vendarle drugačno in ko, to je sicer tista neka predstopnja temu, ampak vendarle iščejo tisto, kar je bližje, kar je bolj zdravo, kar je bolj domače. Koliko smo se tu spremenili recimo? Ja, zdaj mislim, da so tu dve stvari. Eno je to pač, da res vzamemo tisto, kaj je domače, drugo je pa ta stvar, da nam hočejo to prodati domače. Nekako v današnjem pač tem kapitalističnem sistemu se mi zdi, da vsaka in ideja in izdelek v bistvu prej ali slej se porabi za prodajo, da ga prodamo. In če je to recimo sedaj nekako moderno, da jemo vsi domače, bodo seveda nam prodali vse domače. Kar pa še ne pomeni nujno, da bodo potem res ljudje, ki to pridelujejo, ki živijo tam, zaradi tega nekaj zelo dobro živeli ali pa boljše. Po drugi strani pa seveda, če pa je to res tisti pristen stik, recimo brez nekih, bom rekel, posrednikov, da greš k kmetu in kupiš ali pa greš še boljše na svoj vrt in si vzameš, potem pa je, mislim, da doseženo tisto, kar smo govorili. Se pravi, neka trajnost brez kupovanja in prodajanja. Goran, pri vas je recimo ta pristni stik, zdaj že nekaj časa je tega, kar ste razlagali, da bo treba delati tudi v soboto in nedeljo, ker pač prihajajo ljudje gledati, kaj kupiti in tako naprej. Iščejo te stvari, jih zanima, kako so pravzaprav napravljene, odkot izvirajo, kako so vzgojene? Ja, prihajajo različni ljudje, vendar vedno bolj je prisotno to, da imajo vedno več znanja že o tem. Se pravi, da redko kdo pride čisto tako, ko nikoli še ni imel stika, da nima vrta ali pa, ne vem, to preko so hodile skupine mogoče bolj, zdaj pa, ko so individualni gosti, letošnjem letu je pač tako, da imamo veliko individualnih in smo tudi soboto tam, kot je bilo tudi že povedano. Pa ja, prihajajo ljudje za več znanja, za več zavesti, za več zavedanja o pomenu ne samo tega, kar mi delamo, ampak pravzaprav pomeni, da tudi sami v svojih življenjih morajo marsikaj spremeniti za to, da bo vsem skupaj bolje. Tako da mi zaznavamo, da se stvari preobračajo in grejo na bolje. Mateja, kako bi recimo spremenili stvari, saj sveta spremeniti itak ne moremo, toliko smo že stari vsi, da vemo, ampak vendarle, kakšne so te male spremembe, ti mali koraki, tudi to, kar vi razlagate zdaj, da pravzaprav vidimo stvari, ki smo jih mogoče spregledali, da napravimo kaj boljšega, bodisi v domu, bodisi takole med seboj? Verjetno predvsem to, da pristopamo na način, ne kaj jaz smatram, da je dobro za nekoga, ampak da dejansko vključim tisti gumb za empatijo, se vživim v situacijo nekoga in šele takrat poskušam delovati, agirati, pomagati, dopolnjevati ali kakorkoli. To se mi zdi zelo pomembno. Po drugi strani pa, da bi čim več govorili ne samo o varovanju narave, kar absolutno podpiram, ampak da bi veliko govorili tudi o varovanju družbe v smislu povezanosti, vzajemnosti, koherentnosti, da bi to delali na čim manj umeten način, čeprav je včasih na začetku je treba stvari postavljati
na mal čuden način siliti ljudi v neke aktivnosti, ki so mogoče malo smešne na začetku, ampak se jih potem navadimo. Potem, da bi se nam zdela starost pač res del življenja, tako kot je otroštvo deležno naše pozornosti, otrokov razvoj, ne vem, deležen našega veselja, tako tudi obravnavajmo starost na nek način, seveda ne na način otroka, kar mene osebno najbolj moti in tudi to bi zelo rada eliminirana, da se na stare ljudi gleda ali pa se jih primerja z otroki. Potem pa pač vsak v svojem dnevnem življenju naj opazuje, ali so stari, ker stari je osnovnik pridevnika, ali so enakopravno vključeni v družbo, ali je, ne vem, če se pojaviš v nekem lokalu, ali lahko starejši z nekim pripomočkom za dostopa v ta lokal, ali se lahko prerine skozi mize, ali ko gre na WC, ima dovolj prostora, ali da lahko celo kak mini inkontinenčni pripomoček odloži. Skratka, opazujte svet tudi skozi oči, ki jih bo večina nas, vsaj upam, da imela čez nekaj let. Ustvarjamo si vsak dan družbo, zato, da bo nam v prihodnosti ta družba nekako bolj naklonjena, kot je mogoče trenutni skupini starih ljudi. Lovro, vaši koraki, ti mali koraki, saj ni na vse zadnje neka umetnost, če si natrgaš nekaj zelišč, pa jih posušiš, ampak mogoče pa potem vendarle pride občutek, glej, to pa je moje, nabral sem takrat, posušil sem takrat. Je lahko to neko malo zadovoljstvo, ne? Ampak iz takega malega potem lahko zraste veliko. Je, seveda. Ravno včeraj sem bil pri enem kolegu, sosedu sedaj, ki je pred kratkim se priselil na Goričko in me je prosil, če bi mu pokazal, kako bi meto pobral, posušil, kaj pol z njo sploh narediti. Mi smo šla pa skupaj na tisti njegov vrt, kjer ima to posajeno in seveda smo pokazali, kako to čisto tehnično stvari se delajo in potem smo nesla to pod en nadstrešek in tam začela vezati v šopke, ker ni vedel niti kako zvezati recimo zelišča za to, da jih posušiš. In potem, ko je to doživljal, ko je to delal, je bil seveda navdušen, kako to diši, kaj šele bo, ko bom jaz to še noto obesil v hišo, tisto, in je bil čist napolnjen z nekim novim veseljem do teh zelišč, ki ga prej pač ni poznal. In se je tudi potem meni zdelo, zdaj pa človek je star 50 let nekje, se mi je zdelo, super, da v bistvu tudi jaz sem začutil neko veselje ob tem, ki nam pač lahko da, taka mala stvar iz narave. In takih stvari je nešteto, v naravi je res takšna raznolikost, da kjerkoli smo, vedno najdemo nekaj. Pa še bomo včeraj eno tako kratko doživetje povedal. Žena je šla delati in sem ostal sam z majhno hčerko, ki je stara še ne 2 leti. In seveda, kadar sem z njo sam, ne morem delati v tem smislu produktivnem, nekaj zelo takega pomembnega ali pa zelo ustvarjalnega. In takrat imam tisto nekako varovalko, rečem, saj danes ne bom nič delal, nič produktivnega, ampak se bom ukvarjal zdaj z hčerko. In smo sedela na klopci na jutranjem soncu in sem utrgal list lepljive kadulje, ga postavil tako navpično, pravokotno na sonce in je bil kot nek zaslon. Prvič v življenju sem v bistvu ugotovil, da je lahko list kot nek zaslon. Namesto da bi gledal v ta tablični računalnik ali telefon, sem gledal tisti list in potem seveda naslednji korak je bil precej logičen, sem pa neke palčke ali pa neke iglice od bora dal z druge strani, da je sonce metalo senco na ta list in je seveda hčerka to opazovala in še jaz sem sam sebi se čudil, kaj vidim sedaj prvič v življenju, se pravi, imamo tu celo gledališko predstavo, lahko samo s tem, ko sedimo na klopci, pa vzamemo kar slučajno, tam raste. In je pač to spet neko tako, vse meni, več pomeni nek tak trenutek v življenju, kot pa ne vem, kakšno pridobitno dejanje. Take malenkosti potem se stavijo pač življenje lepše.
Te malenkosti, Goran, so vidne tudi pri vas, pri ljudeh, ki, kot sem že rekel dvakrat, bi najbrž ostali nekje na robu, bolj ali manj zapuščeni. Tam tudi doživljajo te male trenutke veselja, ko nekaj napravijo, ko so ponosni na tisti svoj izdelek. Ja, v vsakem primeru, ne, kot vsak drug človek, ne, in glede na to, da so to še pa izdelki, ki so kakovostni, ki si jih tudi svet vrednoti, ne, in da so del te zgodbe, ne. Predvsem pa je to pomembno ljudem, da pripadajo nekam, ne. Ne toliko, kaj so ustvarili, kar je tudi pomembno, ampak da so del nečesa, da dnevno imajo stik to niso samo sodelavci, ampak tudi prijatelji, da pravzaprav tudi vidijo vse na televiziji, ne, če sem konkreten, to zelo vpliva ali pa poudarja njihovo samozavest, ne, pomen, ne, in je to tisto, kar tem ljudem najbolj manjka v začetku, ko pridejo, ne. Se pravi, niti sami sebe ne poznajo v pravi luči, kaj pa še, da bi imeli v sebi mnenje, da so pomemben del te skupnosti, in to je največji rezultat tega, kar počnemo. Še ena stvar vam je skupna, ki me je nekako zbodla v dobrem pomenu besede, živali. Mateja je rekla, napisala, da bi moral pravzaprav vsak starejši imeti možnost, da vzame s seboj v dom psa. Goran imajo živali, ki so tudi terapevtske. Zdaj Lovro bi najbrž dodal, da je treba sem nekam blizu dati tudi rastline, ne? Mateja, živali? Ja, za starejšega človeka absolutno je sobivanje z neko živaljo, psom, muckom, karkoli še pač je danes domača žival po definiciji izjemnega terapevtskega pomena. Kot sem tudi pisala, veliko starejših, ampak res ljudi po 70. letu si novega dlakavega prijatelja običajno ne upa več umisliti, kajti bojijo se, da bodo odšli pred njim in potem ta stiska, kdo bo skrbel za to žival, kaj bo z njo, in so potem pač raje brez, iz neke odgovornosti do tega živega bitja. Domovi so seveda čisto posebno področje. V Radencih je bil v bistvu edini dom v Sloveniji, kjer si se lahko priselil z psom ali muco. Bilo je sicer omejeno na 5 takšnih sob. Ampak moram priznati, da je bil potem po smrti stanovalca kar velik problem, kam z njegovo živaljo, kajti svojci običajno niso želeli. Seveda, če že prej njega niso mogli sprejeti, tudi niso mogli sprejeti potem te živali, in potem smo si sodelavci tega doma delili te živali in pač potem skrbeli doma za njih. V vsakem primeru pa toplina kožuščka, toplina tačk prežene marsikatero telesno bolečino. Če še kdo ni poskusil, naj si da mačka na mesto, ki ga boli, in naj maček tam prede, ali pa pasji kožuh, pravzaprav odžene vse, tudi duševne bolečine. Lovro, nekateri pač ne verjamejo, da se mogoče z drevesi pogovarjati, da se drevesa pogovarjajo in tako naprej, ampak verjamejo pa najbrž, da se v naravi, med drevesi, med rastlinami dobro počutijo. Ja, naša prepričanja pač določajo potem našo vedenje, naš odnos do sveta, ne. Ja, so pa vse za to sploh ni treba, da kaj verjamemo, ne, da se dobro počutimo. Tam pač gremo pa vidimo se, to je čisto eksperimentalne narave stvar, ne. Seveda v naravi, mi smo pač, ne, kot homo sapiens, kot vrsta se razvijali v sožitju z milijardami drugih bitij, ne, in smo seveda prilagojeni na ta svet, ne, takšen kot je. Sedaj tam, kjer porušimo se neke to ravnotežje, naravne povezave, kjer je teh sodelovanja in povezav malo, tam verjetno nam nekaj manjka in smo potem pod stresom, napeti, se ne počutimo dobro. Kjer pa pridemo v okolje, kjer je tega dovolj ali pa tako, kot naj bi bilo, tam pa se počutimo seveda
nekako bi rekel normalno, ne. In verjetno je dan danes to, da smo normalni, že to, da smo super, ne. Zdaj, ja. Je pa zelo zanimivo, kaj vse vedno več odkrivamo, koliko je teh povezav, ne. In vsak majhen košček v bistvu vpliva, vsak organizem vpliva na vse ostale skorajda, ne. Zdaj prvi vrsti na tiste v bližnji okolici, če pa še potem raziskujemo dalje, pa ugotovimo, ne, da vsako živo bitje v bistvu vpliva skoraj na celoto življenja na tem svetu in marsikdaj se tega pol zavedamo šele, ko tistega več ni, ne, ker v zadnjih desetletjih dosti tega manjka in potem tudi celota nekaj izgubi, ne. Goran, pri vas je to dokazljivo, ne? Živali so pravzaprav terapevti za vaše varovance, če rečeva tako, pa tudi za obiskovalce, ki komaj čakajo. No, vsezadnje tudi zato, da dobijo zajčke, ki jih podarjate in jih lahko odnesejo domov. Ja, pravzaprav to je za vse generacije značilno. Dobro, najbolj neposredni so otroci, ne. Pri njih so živali itak ta glavna, ne, ki so na kmetiji in zanimivo seveda, da danes večina otrok nima, dobro, razen mucki in kužko ali pa kakšnih še manjših žival, ampak s temi običajnimi živalmi, ki so pač na kmetiji, nimajo stika, ne, in da imajo pač pri nas to priložnost in jo tudi zelo dobro izkoristijo, ne. Se pravi, z zajci, z kozami, z ovcami, ne, s konjami, tak ne, tako. Seveda, kar se pa tiče zaposlenih, pa tudi seveda, ne, to je, delo je odgovornost, ne, in potem ne samo do živali, ampak tudi do rastlin, ne, saj v končni fazi smo načrtovali, pa tudi v začetku ustvarili vrt skupaj z Lovrom. Naš zeliščni vrt je tudi eno tako polje doživeti različnih, ki te mogoče še včasih bolj presenetijo, kot pa stik z živalmi, ne, stik z rastlinami, ne. Tako da, ja, doživetja so res potem neka pristna, nekaj takega, kar drugje ne moreš doživeti in tudi ostanejo, ne. Tako da, zelo pomembne živali in rastline. Povedali ste, jaz bom rekel, kar nekaj zanimivih. Končati moramo, zato vam ostane zadnja, recimo ji trajnostna misel. Mateja? Zavedajmo se, da je vse skupaj samo hologram in da smo vsi delček vsega, tako kot sebi, tako istočasno drugemu in obratno. Laura? Ja, mislim, da v današnjem času pač največ, mislim, da pripomore k trajnosti prijaznost. In prijaznost do drugih, do sebe in do okolice, kjer si, ne. Se pravi, da imaš to nek čut. Ker vse to izhaja, potem naše dejanje iz tega, ne. Goran? Z veseljem pričakujem naslednje generacije, ker bom lahko to, kar sem se v življenju naučil, prenesel naprej in mislim, da je to potem nek smisel in trajnost. Hvala, ker ste bili moji gostje. Vam v živo tudi hvala, ker ste gledali in poslušali. Vam nadaljavi pa tudi hvala za pozornost.